Vsak dan uporabljaš denar. Ampak, ali veš, od kod prihaja? Res? Morda te bo presenetilo, da je zgodba o tvojih bankovcih in digitalnem bančnem računu precej bolj zapletena, kot si misliš. Poglejmo si resnico o denarju. Začnimo na začetku. Kaj točno je denar? Denar ni le gotovina v tvoji denarnici. Denar je karkoli, kar se ljudje strinjajo, da ga uporabljajo za nakup in prodajo stvari. To olajša trgovanje, ne glede na to, ali so to papirnati bankovci, kovanci ali digitalne številke na tvojem bančnem računu. Pomislite, namesto da bi za živila ali drugo blago menjali svoj čas, uporabljate denar. To deluje, ker vsi zaupamo, da ima denar vrednost. Je orodje, ki poenostavlja trgovanje, ne glede na to, ali kupujete kavo ali plačujete najemnino. Ampak veliko vprašanje pa je, od kod prihaja ta denar? Ne pojavi se kar iz ničesar. Da odgovorimo na to, moramo pogledati dva glavna akterja pri ustvarjanju denarja. V Evropi sta dva glavna ustvarjalca denarja, vlada in banke. Vlada je odgovorna za ustvarjanje fizičnega denarja, gotovine, ki jo morda imate v žepu. Vendar je to le majhen del denarja na svetu. Približno 8% natančneje. Ja, prav ste slišali. In v Evropi je še slabše. Pravi denar predstavlja le 0,19% celotne zaloge. Večina denarja, ki obstaja, dejansko ne obstaja. Večina denarja, ki ga danes uporabljamo, je ustvarjeno digitalno strani bank, ne vlade. Ampak kako točno te dva ustvarjalca delujeta? Ko vlada potrebuje več denarja, ga ne ustvari kar iz nič. No, v bistvu ga. A to ni tisto, kar nam povejo. Centralna banka, znana kot Federal Reserve v ZDA, je odgovorna za tiskanje novih bankovcev in kovanje novih kovancev. Toda tukaj je ključno, da ne morejo kar neskončno tiskati denarja. Če bi to storili, bi se soočili z velikim problemom, imenovanim inflacija. To je, ko cene rastejo zato, ker vrednost našega denarja pada. Kar je ironično, saj se to stalno dogaja. Toda kaj pa banke? Kako se one vklopijo v to sliko? No, banke ustvarjajo denar na zelo drugačen način. Ko vzamete posojilo, recimo za avto ali hišo, vam banka ne da denarja od nekoga drugega. Oni ustvarijo nov denar samo za vas, tako da preprosto dodajo številke na vaš bančni račun. Ta nov denar je digitalen, kar pomeni, da obstaja samo na računalnikih. A seveda ga morate vrniti z obrestmi. Te obresti so način, kako banke zaslužijo. Neke vrste začaran krog. Banke ustvarjajo denar s podeljevanjem posojil in nato zaslužijo, ko jim ga vrnete skupaj z obrestmi. Zakaj je vse to pomembno? Zakaj je tako pomembno nadzorovati, koliko denarja je ustvarjenega? Odgovor se skriva v nečem, kar vpliva na vse nas. Inflacija. Ta graf prikazuje, kako so se skozi leta spreminjale cene za vsakdanje stvari, kot so hrana, energija in stanovanja. Vsakič, ko gre črta navzgor, pomeni, da cene rastejo. To je inflacija pri delu, ki podraži vse. Medtem se vrednost dolarja ali evra zmanjšuje, kar pomeni, da vaš denar skozi čas kupi manj. Zato je nadzorovanje inflacije tako pomembno, ker če cene še naprej rastejo, vaši prihranki izgubljajo vrednost. In kaj je glavni zaključek tukaj?
Razumevanje, kako se ustvarja denar, nam pomaga videti, zakaj je tako pomembno, da se z njim ravna pametno. Resnica je, da ne moremo vedno zaupati, da bodo vlade ali banke sprejele prave odločitve, ko gre za ustvarjanje denarja. Finančna kriza leta 2008 nas je na to kruto spomnila. Inflacija je tihi tat. Medtem ko je vlaganje lahko tvegano, je še bolj tvegano, če ne storite ničesar. Ker pri inflaciji ni vprašanje, ali boste izgubili, vprašanje je, kdaj. Edini način, da ostanete korak pred inflacijo, je vlaganje v nekaj, ne glede na to, ali so to delnice, zlato, kriptovalute ali nepremičnine. Karkoli, kar ima potencial premagati inflacijo. Da, vlaganje prinaša tveganja, lahko izgubite denar, ampak če ne storite ničesar, je izguba zagotovljena. Inflacija bo zmanjšala vaše prihranke in sčasoma lahko izgubite vse. Ključno je, da prevzamete nadzor nad svojo finančno prihodnostjo. Izobražujte se, pretehtajte svoje možnosti in sprejemajte informirane odločitve. Z modrim vlaganjem si omogočite priložnost, da povečate svoje bogastvo in ga zaščitite pred inflacijo. Zavedajte se, da ne storiti ničesar je največje tveganje. Čas za ukrepanje je zdaj. Ne se pozabite naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili še več zanimivih videov. To bo tudi vse. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednjem videu.